ostanejo naši dragi flegmatiki. Tudi njih sem se danes nekaj dotaknila. Oni so v bistvu osebe za vse namene. Niso tako izraziti, niti nimajo nekih izrazitih plusov, niti nekih izrazitih minusov in zato pogosto skozi življenje gredo neopaženo. Skozi šolo, skozi življenje. To niso ljudje, ki so ambiciozni, to so ljudje, ki smo rekli, kaj so mirovniki, mir. Njihova glavna želja je mir, mir za vsako ceno. Rajši bom tiho, rajši ne bom povedal, da ne bom koga ujezil, žalil, zburkal vodo, bom pokimal, ampak mislil si bom svoje in tako naprej. Ne? Kako jih prepoznamo navzven? Sangviniki so oni, ki mahajo, kličeče oblečeni, melanholiki so oblečeni kot modne piste, vsaka las na svojem mestu, klasika, najbolj živa barva, kaki barva, koleriki so praktični, imajo rade kombinacije rdečo-črna, kaj pa flegmatiki? Kako hodijo? Počasi pa radi se malo zagegajo, zaguncajo, a ne? Kako so oblečeni? Ja, neopadljive, široko, udobno. A veste, sangviniki imajo radi trendovsko, melanholiki kvalitetno, pa da bo v stilu in lepo, koleriki, da bo praktično, flegmatiki, da bo udobno. Zato jih pogosto vidite v širokih hlačah, majicah, raztegnjenih trenerkah, a ne. Njim je pomembno, da je udobno. Oni so opazovalci, sangviniki govorijo, melanholiki premišljujejo, koleriki naredijo, flegmatiki opazujejo, zelo radi se kam naslonijo, tako da imajo pogled na celotno dogajanje in opazujejo. Njihov moto je, če lahko sediš, potem ne stoj. In ko se usedejo, njihova priljubljena sedeča poza je pololežeči položaj. Če imaš možnost, da se uležiš, se pač uleži, a ne? Oni imajo izjemno sposobnost varčevanja z energijo. Ok, mogoče vam je smešno, ampak enkrat me ena prijateljica vprašala, a ti veš, zakaj mi rabimo toliko počivati? Slika pojma nimam, zame je to včasih bila lenoba. Pravi, zato, ker nimamo energije. In oni dejansko hitro zgubijo energijo in rabijo veliko počitka. Flegmatiki so po naravi edini od vseh tipov osebnosti, ki nas sprejmejo take, kot smo. Ne želijo nas spreminjati. Vsi ostali mi bi drug drugega malo spremenili po svoje. Flegmatiki nas sprejmejo take, kot smo. In to je nekaj izjemnega, to je nekaj čudovitega. Pa prosim vas, ne mešati karakter in tip osebnosti. Karakter je pošteno, zvesoba, to karakter gradimo, a ne? Tip osebnosti je pa to, o čem govorim, temperament, a ne? Flegmatiki imajo izjemno visok prag potrpežljivosti. Izjemno. Ampak ko njim poči, sezujte se in bežte, ker so hujši od kolerikov, dolgo traja. Ampak ko se pa odločijo, potem jih nič ne ustavi, potem so opasni, nevarni. So izjemni poslušalci in poslušanje je najpomembnejša komunikacijska veščina. Hkrati pa najbolj zanemarjena. Kdor posluša, vodi pogovor. Dobri poslušalci so najboljši prodajalci, če je tu kdo. Ne proda tisti, ki veliko govori, ampak tisti, ki zna dobro poslušati. In danes je poslušanje tako obupno, potrebujemo uho nekoga, ki bi nas znal poslušati. In oni so dejansko poslušalci. Sangvinik te bo navduševal, kolerik ti bo iskal rešitve, melanholik bo iskal razloge, zakaj si v to padel. Flegmatik te bo iskreno poslušal in poslušal in poslušal in poslušal. Je rekla ena gospa, ko je bila nekje na nekem dogodku, da en večer sedela ob nekom, ki je cel večer govoril, naj pa sam poslušala in na koncu večera pravi, gospa, tako dolgo se že z nobenim nisem lepo pogovarjal, pa pravi, ne vem, če sem rekla par besed, sem samo poslušala, ne. Kaj še pomembno, da vemo za flegmatike, so odlični delavci. Prosim, poslušajte me zdaj, starši so delavci nadrejeni. Flegmatiki so odlični delavci, lojalni, predani, natančni, zanesljivi, naredijo vse, kar jim rečete. Če jim rečete, to so tisti ljudje, ki so že 100-krat kaj naredili, že vrabci na veji vedo, da treba narediti in ko jih vprašate, zakaj nisi naredil, kaj je odgovor?
Se nisi rekel in vi potem ven padete in potem kolerik znori. In kolerik razmišlja, če ti ne vidiš, da jaz delam, ti tudi ne bom povedal, bom rajši sam naredil. In flegmatik se sprašuje, zakaj se pa razburješ, saj mi sploh nisi povedal, da naredim. A veste, in zdaj smo mi v križišču. Zdaj se moramo vprašati, ali želim imeti prav, ali želim rešitev. Če rdeči zahteva, da morajo drugi brati njegove misli, da morajo videti, kaj dela in priskočiti, a ima zeleni enako pravico zahtevati od nas rdečih, da mu povemo. Ja, in zdaj je moje vprašanje, ali želim, da je narejeno, ali želim imeti prav. In če se naučim sprejeti, ok, moj otrok, moj zakonec, moj delavec je pač oseba, ki bo vse naredila, če ji rečem, a potem ni bolj modro, da se naučim reči, če tudi je treba vsak dan 7-krat ali pa napisati, kot pa da se vsak dan jezim. A ni bolj modro? In kdaj bojo odnosi boljši? Ja, ko bo narejeno, ko bo rečeno, a ne? Flegmatiki so odlični za rutinska dela, najboljši, najbolj idealni, ni tako dolgočasnega dela, ki ga oni ne bi mogli opravljati. Rdeče, rumeni sovražijo rutino, zeleni so odlični. Zeleni nimajo visoko ambicij, nekih visokih ambicij, po naravi so duhoviti. In zdaj, če tako pogledamo, te so odprti, te so zaprti, ta stran je usmerjena v cilje, ta stran je usmerjena v odnose. Ko rešujete teste kombinacije tak, ni ravno naravna kombinacija kolerik flegmatik, to ni naravno. Če ste ta kombinacija sangvinik flegmatik, ste najbolj priljubljeni v družbi. Verjetno nimate urejenih financ, verjetno ste v dolgovih, verjetno ne veste, a boste jutri imeli za hrano ali ne, ampak vas to ne skrbi, ker se vedno znajdete, ker ste priljubljeni, ker vas drugi imajo radi, ker vam drugi prinesejo. Ta kombinacija je usmerjena v odnose. Razlika, sangviniki so tisti, ki uletijo in pritegnejo pozornost. Flegmatik je pa tisti, ki je modro, tiho, opazuje se, usedel najbolj udoben stol in čaka, da k njem nekdo pristopi. A veste, kjer je najljubši šport flegmatikov? Ribolov, ker riba k njim pride. Ko pa se flegmatik počuti sprejetega, boste presenečeni, kako je inteligenten, kako je odkrit, kako veliko govori, kako pametno govori, kako zna biti duhovit. Ampak ko se bo počutil sprejeto in varno. Torej, če imate take otroke, je zelo pomembno, da jih vzgajate, da jim pripravljate to varno okolje. Slabe lastnosti flegmatikov, v bistvu on jih res ima najmanj. Največja slaba lastnost je, da ne mara prevzeti odgovornosti. Ne mara se odločiti. Kaj to v praksi pomeni? Meni je vseeno, jaz bom za, ti povej, hkrati pa, če se jaz napačno odločim, pa zna pikant. Sej si ti povedala, sej si ti rekla, moja hči je to pri 3 letih. Ne vem, kaj šlo se za neki jogurt, Ana Marija, boš jogurt, jaz vzamem jogurt in dam, ni ga do konca pojedla. Ana Marija, zakaj ne boš jogurt do konca pojedla, pokolerično, ne? Zakaj si ga pol odprla? Saj ga nisem jaz, saj si ga ti. Ali se pri 3 letih, to je enostavno v tebi, določene stvari so enostavno v nas. Mali melanholik, tisti, ki imate melanholike otroke, kolikor hodi že pospravlja igrače. A imate te izkušnje, ki imate melanholike? Mali kolerik že od majhnega, že v zipki vam bo komandiral in se metu po tleh, če ne bo po njegovo in ko odraste, ostane enak, tam da potem stvari meče po tleh. Mali flegmatik, kamor ga postavite, tam ostane, dokler mu rečete, da se premakne in tako ostane tudi, ko odraste. Kaj to v praksi pomeni? Torej še enkrat, flegmatiki ne marajo prevzeti odgovornost. In to je njihova največja slaba lastnost. Ne marajo se odločati, ne znajo biti motivirani, rabijo veliko časa, da se lotijo stvari. V praksi na enem sestanku, s tem zaključujem, pa to, zdaj še eno zgodbico bom povedala, če mi dovolite. Imate sestanek, treba je neko idejo producirati in zdaj sangvinik reče, jaz imam idejo, zabavno bo. Kolerik reče, daj bo tiho, to je neumno, naredili bomo po moje. Melanholik reče, a mi lahko date nekaj časa, da o tem razmislim? In flegmatik reče, meni vseeno, jaz bom za,
zmenite se. Tako gleda v naši praksi, a ne? A imam še eno minuto za eno zgodbo, da vam povem iz življenja? Hvala. Pred leti sta na moj seminar hodila mož pa žena. Ona dva sta javno povedala zgodbo, tako da jaz lahko ponovim, Cvetka in Roman. Predtem je še ona sama hodila in vedno imamo v sklopu šole odličnosti in vedno začnem s tem seminarjem. In pride ona na naslednji seminar in reče, gospa Nena, hvala za vaš prejšnji seminar. Zdaj vem, da prav možem nič narobe, je samo flegmatik. In potem naslednjo sezono oba dva hodita in govorita ona svoje izkušnje. Pravi, prideva mi dva iz štacune, iz trgovine, s fasunga. Razumete, kaj je fasunga? Poln avto, hrana in tako naprej. Moj mož zapelje v garažo, počas, on tam nekaj parkira, okrog avta. Jaz hitro skočim van po bašem vrečke, znesem tam, v tisto predsobo, ona dva sta bila na prvem nadstropju, imamo v pritličju. Pravi, znesem vse vrečke ven iz avta, pustim jih tam, nekaj vrečko vzamem in nesem gor, nekaj vrečk pa je ostalo. Čez čas pride moj mož za mano, brez vrečk. Pravim, a nisi prinesel vrečke? Nisi mi rekla. Zdaj pa njegova zgodba. Pravi on, jaz sem videl vrečke, ampak nisem vedel, a so za v klet, a so za gor. Kaj, če bi bile za v klet? Jaz bi pa prinesel gor, to bi bilo dvojno delo. Dragi in spoštovani, jaz se vam res zahvaljujem za ta današnji čas, da ste investirali, hvala tudi za dobrovoljne prispevke. Resnično naj vas Gospod Bog silno blagoslovi, naj prinese ozdravljenje, osvobojenje v vaše odnose, njegovo ljubezen, njegovo odpuščanje. Dajmo drug drugega gledati z Božjimi očmi, res smo dragoceni, res smo edinstveni, nismo pa nezmotljivi, nismo nenadomestljivi. In jaz vas res prosim, dajmo se sprejemati to drugačnost, dajmo izhajati iz tistega, v čem se strinjamo, to, kar je dobro drugemu in dajmo tolerirati tiste šibkosti, ki niso življenjsko pomembne in ker če jaz zahtevam vse, da je po moje, potem vas teptam. In dajmo se imeti radi, življenje je tako kratko. Imejte se radi, bodite pozitivna sled v negativnem svetu in resnično hvala, da ste prišli.